Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Janez Švajcer, Kunika. Moji mami je gospod župnik Merleš v krstni list zapisal, da bo nosila ime Kunigunda. Moj oče in vsi ljudje daleč naokoli pa so jo klicali Kunika. To je ostalo še v poznejših letih in takšno sem jo poznal in takšne se spominjam. Spomin mi seže tja kaj daleč, ko smo še stanovali v Zgornji Kungoti v kletnem prostoru. V enem, ki nam je služil za kuhinjo in spalnico. Zaradi tega se mi trije bratje, Jože, Franček in jaz, nismo obregali nad materjo in očetom, da nam nista poskrbela kaj lepšega, večjega in vabljivega. Ko smo se preselili v sosednjo vas, Sveti Jurij ob Pesnici, se je začelo tisto ta glavno, kar nam je vsem v hiši, od nas bratov do očeta, padlo v oči. Naša mama se je razživela, kakor da se je na novo rodila. Dober večer, spoštovani gostje, dragi prijatelji občine Kungota. Dobrodošli na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku. V nocojšnji večer sta nas upeljala
velika dama slovenske popevke, šansona in džeza Alenka Godec ob spremljavi pianista Mirana Juvana ter domačin, dramski igralec Vito Vajs, ki nam bo v podobi nekdanjega šolmoštra predstavil besedila slovenskih pisateljev o krajih, ki sestavljajo našo občino. Po 2 težkih letih se življenje počasi vrača v stare tirnice in ponovno smo se zbrali, da obeležimo občinski praznik. V naslednjih dneh bo poskrbljeno za obilico zabave. Prav pa je tudi, da se na prireditvi, kot je današnja, poklonimo posameznikom, ki so ali pa še obeležujejo naš vsakdan. Skoraj teden je že, odkar sem odšla iz naše vasi sem dol. Šola začela se je zares, vstajam ob 6:30. Internat je že star in v sobi še s 3 dekleti živi. Marta in Jana, obe sta z morja, a Špela z gorenjskih planin. Mama tako je, kot rekla si mi, da v začetku morda bo hudo. Zdaj prvič odšla sem tak daleč od doma, saj prej sploh ni časa bilo. Pogrešam kmetijo, očeta in tebe in malega Lukca vse bolj. Veš, tu ni nič njiv, ni našega sonca, tu je le sivi beton. Namesto ptic zbudi me motor, namesto jutra sreča meglo. In ves ta hrup, škripanje zavor, kaj tišina je, sploh ne vedo. Vsi ljudje hitijo, banje, kjer živijo, z obrazi obrnjenimi v tla. Nihče nikogar ne pozna. Je liska že strila, na njo mislim vsak dan. V štali bo to zdaj prva sprememba, odkar bika prodali smo lan. In Florjanov Joža mi je dejal, ko odhajala sem na to pot, naj pošljem naslov mu, češ da bo prišel v eni od prostih sobot. Namesto ptic zbudi me motor, namesto jutra sreča meglo. In ves ta hrup, škripanje zavor, kaj tišina je, sploh ne vedo. Vsi ljudje hitijo, počasi odpravim se spat. Že zdavnaj zaspal
slikami doma, v solzah naš internat. Spodobi se, da vas na začetku pozdravi oseba, ki nas je tudi povabila. Na oder vabim gospo, ki smo ji občani ob lanskih lokalnih volitvah za naslednja 4 leta ponovno zaupali upravljanje občine. V upanju, da breme županovanja ni pretežko, na oder vabim županjo občine Kungota, gospo Tamaro Šnofel. Prosim. Spoštovane občanke in občani, spoštovani nagrajenci, spoštovani kolegi župani, Anton Mežan, Erik Modic, magister Štefan Žvab, Hannes Cvajtek, spoštovan poslanec Državnega zbora, magister Darko Krajnc, cenjeni vsi naši gostje, dober večer. Za nami je še 1 leto skupnega dela in sodelovanja. V preteklem letu smo prestali tako imenovano super volilno leto. Tako da naši občani niso več vedeli, ali to nedeljo volijo predsednika, poslance, občinske svetnike ali županjo. Leto, v katerem smo otvorili nov most pri Fifoltu in kar nekaj cest. Položili temeljni kamen za nov sodoben medgeneracijsko-športni center v Spodnji Kungoti, otvorili novi športni park Plintovec pri osnovni šoli Kungota, ter v naši občini prvič na cesti dočakali na zeleno luč na čisto pravem semaforju. Naj vas potolažim, da bo v poletnih mesecih teh semaforjev še več. Tako da bo tudi v naslednjem letu in pol prijetna panoramska vožnja do Maribora še vedno trajala skoraj uro namesto nekdanjih 20 minut. A nič ne de. Kungočani imamo debelo kožo, tako da bomo po skoraj 20 letih končno dobili sodobno regionalno cesto v skupni dolžini nekaj manj kot 6 kilometrov. In seveda sosednjo občino Pesnico še nekoliko prej kolesarsko pot, po kateri se bodo naši občani kot prav tako obiskovalci lahko varno peljali vse do še ene naše sosednje občine, mestne občine Maribor. Kot županja sem ponosna, da je Kungota postala pomemben igralec na področju turizma, vrhunske kulinarike s hišo Denk na čelu ter poznana po svojih odličnih vinarjih. Ponosna, da intenzivno delamo na področju osnovne infrastrukture in skrbimo za to, da bi se naši občani dobro počutili v naši občini, ter da spremirjamo krajino s sodobno urejenimi vaškimi središči, ki vnašajo bistveno boljši utrip življenja med našimi prebivalci. Vsekakor smo pa lahko vsi mi najbolj ponosni na to, da sodelujemo, da delamo za ljudi, da poskušamo skupnimi močmi vedno najti rešitve in da kot skupnost poznamo le izzive in ne težave. Na tem mestu gre najprej velika zahvala moji družini za vso podporo in razumevanje, mojim sodelavcem, vsem občinskim svetnikom in članom odborov za tvorno sodelovanje. Vsem društvom v naši občini, ki skrbite za družabni del in ustvarjalnost tako na področju kulture, športa kot tudi turizma, torej za življenje v naši občini. Obema prostovoljnima gasilskima društvoma, Zgornja Kungota in Spodnja Kungota, ter štabu civilne zaščite za pomoč in podporo takrat, ko vas najbolj potrebujemo. Tudi pretekli mesec, ko nam narava ni bila prizanesljiva, ste nam bili v neprecenljivo pomoč. Hvala vam. Prosim za aplavz. Izjemna zahvala in pohvala našemu edinemu zavodu, osnovni šoli Kungota, ki skupaj z vrtcem pri osnovni šoli Kungota z ravnateljico gospo Zdenko Kevc na čelu ter njeni celotni ekipi, da rastete in se razvijate ter svojimi dosežki in uspehi
pripomorete k prepoznavnosti in ugledu naše občine tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Med drugim smo v letošnjem letu kot najuspešnejša šola podrli tudi Guinnessov rekord največjega spletnega kviza na svetu. Zato še enkrat čestitke za vse vaše dosežke. Da kot lokalna skupnost rastemo v vseh pogledih, da se Kungota spreminja na boljše in lepše, nam priznavajo tudi številni obiskovalci, ki obiščejo našo občino. Še posebej me veseli, da odlično sodelujemo z vsemi sosednjimi občinami, da smo kot pomemben igralec na področju kulinarike, vinarstva in turizma za znamenito cesto v obliki srca med vinogradi prepoznani povsod doma in tudi v tujini. Prepričana sem, da delamo dobre stvari za naše kraje. Predvsem pa sem izjemno vesela, da v naši občini ne delimo ljudi, ampak se trudimo po najboljših močeh, da smo strpni, da s premišljenimi in modrimi koraki iščemo rešitve na poti do cilja, ki mora biti vsem nam skupen. To je, da živimo v zadovoljni in urejeni občini Kungota. Da so pri nas na prvem mestu vedno ljudje, dokazuje tudi odlično sodelovanje s pobratenimi in partnerskimi občinami doma in v tujini. Dovolite mi, da se na tem mestu zahvalim za odlično sodelovanje tudi obema pobratenima občinama, občini Komen in županu Eriku Modicu, ki je danes tukaj z nami. Ter seveda občini Bled in njenemu županu, kolegu Antonu Mežanu, ki je prav tako danes z nami s svojo ekipo. Velika zahvala in poseben pozdrav vsem partnerskim občinam v sosednji Avstriji, s katerimi prav tako odlično sodelujemo, tako na področju osnovnega šolstva, gasilstva, kot tudi turizma. Čeprav danes županja Lor ni na prireditvi z nami, se za odlično sodelovanje še posebej na področju šolstva želim zahvaliti tudi naši pobrateni občini Foessy v Franciji in ji pošiljamo lep pozdrav. S takšnimi projekti, ki bogatijo življenje naših najmlajših in tistih, ki ustvarjate v lokalni skupnosti, nas kljub skromnosti in majhnosti delajo zares velike. Naj bo današnji dogodek le uvod v jutrišnje praznovanje v središču Jurija v Pesnici na velikem koncertnem prizorišču s številnimi glasbenimi gosti, zato vsi vljudno vabljeni. Želim vam prijeten večer še naprej in hvala, da ste prišli.
da si filozof. Okrog sebe se ozri z drugačnimi očmi. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, in ne da drugega želiš. La, 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 la. Ko včasih se ti zdi, da vse čudno je, želiš si, da lahko bi spremenil svet. Vendar potrebno ni, da bi bil filozof. Ne, 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 okrog sebe le poglej z odprtimi očmi. Ker življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, in ne da drugega želiš. La, 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 la. Hey, yeah. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, življenje je lepo tako, kot ponuja se samo, in ne da drugega želiš. Tako, kot ponuja se samo, in ne da drugega želiš. Dokaz resnosti in dobronamernosti vsakega lokalnega okolja je tudi njegovo obeleževanje dogodkov, spoštovanje simbolov in predvsem prepoznavanje posameznikov, ki izstopajo iz povprečja. Med skoraj 5000 občani je vedno več takšnih, ki se zavedajo, da je okolje ravno takšno, kolikor osebnega angažmaja, energije in tudi odrekanja vložimo vanj. Zato občinski svet, pa tudi županja osebno, kot znak tega prepoznavanja in hvaležnosti, podeljujeta zlati grb občine Kungota, naziv častnega občana občine Kungota in posebni priznanji županje. Leta 1976 se je v našem okolju rodil nov nogometni klub. S somišljeniki ga je ustanovil gospod Vinko Ul, današnji prejemnik zlatega grba občine Kungota. Vinko Ul izhaja iz športne družine. Njegova dolgoletna prizadevanja za nogometni razvoj v Spodnji Kungoti se simbolno zaključujejo prav v letošnjem letu, ko končujemo gradnjo sodobnega športnega objekta. Klub, ki ga je ustanovil, je nenehno rasel, doživel svoj zenit z igranjem v 3. slovenski ligi ter vzgojil na desetine igralcev, ki jim je nogomet pomenil več kot zgolj rekreacijo.
Ljudje, kot je Vinko Ul, so ne navsezadnje zaslužni tudi za preporod slovenskega nogometa, za njegov tekmovalni ter tudi organizacijski uspeh v zadnjih desetletjih. Ob njegovih športnih prizadevanjih pa ne smemo pozabiti, da je bil gospod Vinko Ul, občinski svetnik, vse od prvega sklica celih 28 let. Prosim gospoda Ula, da se mi pridruži na odru. Zlati grb občine Kungota mu bosta podelila županja občine Kungota, gospa Tamara Šnofel in podžupan občine Kungota, gospod Rudi Matjašič. Dober večer. Županja je rekla, da lahko kaj povem. Najprej res lep pozdrav vsem navzočim. Se zahvaljujem županji za prijeto priznanje, prijeti zlati grb občine Kungota. Res izhajam iz športa že leta, ko je že bilo nazaj, to je polno zgodb, ki bi jih lahko danes tu na dolgo in široko razpredal, ampak vem, da boste potem rekli, da malo nakladam in podobno. Res moram se zahvaliti vsem tistim, ki so v meni prepoznali nekaj dobrega za kraj, nekaj zanimivega. Če se mi lahko po sreči, bom rekel, če sem še zdrav 3 leta, bom dočakal 50-letnico kluba NK Kungota, ki je pač iz Spodnje Kungote. In ob tej priliki se moram spomniti tudi mojih prijateljev, ki smo skupaj začeli. Moram se v tej smeri spomniti tudi prvega predsednika, žal že pokojnega Konečnik Ivota. Moram se spomniti mojega, se oproščam, malo me stiska. Se moram spomniti mojega prijatelja Muršič Joškota, tudi žal že pokojnega. Upam, da bo zdaj, ko smo s temi hujščimi stvari naprej. Moram povedati, tudi moj sosed Zvone Gorjup, ki smo soseda, je zaradi fuzbala tudi poleg mene parcelo kupil in smo prijatelji to, bom rekel, kar celo življenje. Moram še povedati, da leta, ko smo ustanovili 76, še ni bilo tak pralnih strojev in podobno. Moram se v tej priliki moji ženi zahvaliti, ki je prala drese doma, kar v banji notri po domače. Najhujše težave so bile, ko so bile umazane od blata in podobno, ampak takrat je še bila mlada in je z veseljem pomagala. Dosti krat je pregovor taki, da žena 3 vogale drži, pri nas je ona res 3 vogale držala, ker pri nogometu je pač tak, je prvi polčas, je drugi polčas, najbolj nevaren pa je tretji polčas. In je mogla dosti krat, bom rekel, biti kar sama doma, ker je tretji polčas predolgo trajal. Zato še babica, zdaj smo že oba dedeka in babica, hvala lepa še enkrat. Samo bi še nekaj rad povedal okrog novega stadiona oziroma medgeneracijskega športnega centra v Spodnji Kungoti.
Pred leti je županja nekako med vrsticami pripravila, da vidi, kako bi se občinski svet odzval na takšen projekt. Ko sem, bom rekel, to med gradivom zasledil, so se mi zaiskrile oči, sem bil najbolj srečen, kot da bi za sebe gradil, če vam lahko povem. In beseda je dala besedo, nekateri so malo bili skeptični, malo so rekli, da bomo še počakali, bi bilo dobro še malo počakati, ni pravi čas. Jaz bi rekel, da je skozi pravi čas, če si dovolj vztrajen, če si dovolj zagnan, tako je naša županja. Tudi sam sem v Mariboru zgradil en večji objekt, pa tudi ni bil pravi čas, pa je bil pravi čas, ker je skozi pravi čas. Zato še enkrat za županjo, hvala lepa, da je imela pogum, skozi občinski svet je spravila, ki ni bilo tako enostavno, jaz sem skozi vztrajal, da bo šlo, da bo že nekaj šlo in je res šlo. V tem medgeneracijskem centru bo prostor in za nogomet in pride nova večnamenska dvorana, pride prostor za upokojence, za kut Lipa in za pleh muzika bo lahko tam Kunguška, imamo celo pleh muziko po domače, bomo lahko tam, bojo lahko fantje vadili, tako da smo priskrbljeni, nar pa bo že. Bomo malo počakali, pa bo že to šlo vse skozi. Še enkrat res hvala lepa. Moram se zahvaliti še Mihotu Dajčmanu, ki me je ob 70-letnici dal na prvo stran časopisa Štajerca v Mariboru, večji intervju je naredil z mano in potem se še moram zahvaliti majstru Knehtlu, ki je taki kratki spot naredil, da sta to fanta vse okrog, mislim, okrog mene in tako dalje in res ima hvala lepa, da sta si čas vzela, da je tudi v slikovni obliki malo bolj zanimivo. Še enkrat hvala lepa županju, hvala lepa komisiji, ki je potrdila mojo, ne vem, kdo me je kandidiral, ampak ni važno, glavno, da so potrdili. Še enkrat res hvala lepa vsem, ki ste prišli, tako je že županja rekla, če nas je malo, nismo ta pravi, zdaj vidim, da je dvorana polna in tako si želim, da Kungovčani skupaj držimo. Ko sem jaz bil v občinstvu svetu, sem skozi rekel, ko so volitve mimo, nismo zdaj več leva stranka, desna, črni, rdeči, zdaj smo vsi Kungovčani in podpiramo županjo. Za vseh projektih, ki so ta pravi, potrdimo, če pa je bilo kaj, kdaj, pa smo pač potem se pomenili, pa je šlo vse lepo naprej. Želim županji, da tako lepo vodi občino, ko je do zdaj in res vse dobro. Hvala lepa. Da ne bom predolg. Hvala lepa. In zdaj imate pa pomoč. Leopold Suhodolčan, mornar na kolesu. Od doma do šole je bilo daleč. Zame je bilo takrat dal samo še do morja, kjer so živeli zamorci. Plač je bil tako samoten kraj, da so tam lahko rastle samo gobe in financirji. Enkrat na leto smo se odpeljali na obisk v Žiri, enkrat na leto v mesto po novo obleko ali čevlje. Tudi v svečino, v cerkev je bilo daleč. Zato ni čudno, da sta na nas pozabila Bog in beograjski kralj. Mama mi je s težavo dopovedala, da se bo jeseni začela šola in da bo treba vsak dan in ob vsakem vremenu 1 uro daleč v svečino in nato spet nazaj do doma. Šola mi je povrh vsega pomenila toliko kot palica. Če nisem ubogal, so mi zažugali. Le počakaj, ko bo šel v šolo, tam bo šiba pela. Ko sva stopila iz hiše čez dvorišče, me je stisnilo v grlu. Kaj, če me ne bo več nazaj, sem pomislil. Ko se bomo vsi zbrali v učilnici, bo učiteljica zaklenila vrata, ostali bomo le še palica, učiteljica in učenci. Nihče več ne bo mogel domov. Ozrl sem se v gozd nad hišo,
Vsak dan sem bos in v kratkih hlačah tekel po njem in plašil zajce. Na skladovnici drv je dremala mačka in sosedov pes je pritekel iz utice in dolgo gledal za nama. Jurij Leitgeb je sicer domačin, a prva desetletja življenja so ga zaradi težkih vojnih in povojnih časov vodila po mnogih krajih takratne države. Med življenjem v Beogradu je kot zagrizen športnik končal šolanje na Državnem inštitutu za fizično kulturo in s to popotnico se je konec 50. let vrnil v svoj domači kraj, v Zgornjo Kungoto. S svojo neusahljivo energijo je obeležil desetletja življenja kraja in pozneje tudi občine. Najprej kot zagret profesor športne vzgoje, ki je generacije mladih navdušil za rokomet in košarko, pozneje pa še kot ravnatelj in pedagoški vodja ter mentor celi vrsti učiteljev. Seveda pa je gospod Jurij Leitgeb mnogo več kot to. Je predan kulturnik, vztrajen pohodnik, ljubiteljski fotograf, predvsem pa človek, ki ob še tako naključnem srečanju sogovorniku ne odreče tople besede. In zdaj lepo prosim gospoda Jurija Leitgeba, da se mi pridruži na odru. Naziv častnega občana občine Kungota mu bosta podelila županja gospa Tamara Šnofel in podžupan gospod Rudi Matjašič. Prosim. Najlepša hvala za to čast. Ne vem, če sem si jo zaslužil. Jaz sem... Karkoli sem delal, karkoli sem naredil, nič nisem mislil o tem, kaj bom jaz od tega imel. Kaj bom zaslužil, kaj bom imel, ne vem. Mislim, da to moje delo, koliko ga je bilo vestno, pošteno in mnogo tega je bilo potrebno narediti tudi za kraj in mislim, da je tudi kraj od tega nekaj imel. In še enkrat hvala za to čast, ne vem, če sem si jo zaslužil. Hvala. Hvala lepa in iskrene čestitke. Janez Švajcer, Kunika. Ponovilo se je kakor vsako leto v tem času. Listje na jablanah okoli hiše se je pobarvalo.
In so takšne barve krasile jesen ob pesnici, lipi poleg grušene, gabre, bukve in pravi kostan v gozdovih, pa divji kostan in murve za gospodarjevo hišo. Stanovali smo nekoliko zunaj vasi, vendar ne tako daleč, da ne bi videli zvonika s cerkvijo in hiš ob glavni cesti. Tiščale so se okoli Božjega hrama. One druge so bile postavljene na redko in kadar je po glavni cesti zapeljal avtobus, jih je zasipal cestni prah. Potem se je polegel in hiše so se spet pokazale. Pri nas ni bilo vsele črno ko noč, vmes je bilo tudi nekaj svetlih bliskov. Samo kdor je stopil skozi kletna vrata, bila so obita s pločevino, se je takoj prepričal, da je klet polna vsega za podzob. Krompir, rdeča pesa, kislo zelje, korenje in bela repa pa so zavzemali toliko prostora, da ga je zmanjkalo za jabolka in hruške. Naša mama je sadje prinesla od vse povsod in nam že nekajkrat dejala: otroci, v trebuhih se vam ne bo zapredla pajčevina. Ko je Alenka Leber pred leti na tablo zapisala, da na družinski kmetiji ponujajo meso, mleko in elektriko, je pozabila dodati, da je popotnik pri njih vedno deležen tudi nasmeha. Gospa Alenka je v krajih, ki so zaznamovani z vinogradništvom, vztrajala pri živinoreji in to na naših kmetijah skoraj zapostavljeno panogo dvignila na novo, mnogo višjo raven. Kmetijo, ki jo vodi skupaj z možem in zdaj že tudi z 2 odraslima hčerama, je nadgradila s sodobnimi tehnološkimi in tudi inovativnimi procesi. O poklicnem življenju pa se je že pred leti gospa Alenka najprej krajanom, nato pa še vsem ostalim, predstavila z neverjetnimi ročnodelskimi kreacijami. Najprej iz suhega cvetja, pozneje pa še iz vseh mogočih materialov, ki jih je oblikovala njena kreativnost. Svoje male umetnine pa ni zgolj razstavljala ali z njimi olepševala krajevnih dogodkov, temveč je vzgojila in navdušila celo vrsto somišljenic, ki danes z ročnim delom obujajo v veliki meri že pozabljeno dediščino naših krajev. Lepo prosim gospo Alenko Leber, da se mi pridruži na odru. Priznanje županje ji bosta podolila županja občine Kungota, gospa Tamara Šnofel, in podžupan občine Kungota, gospod Rudi Matjašič. Prosim. Ja, jaz bom prevzela besedilo iz prejšnje pesmi. Življenje je lepo, če ga živiš na polno, od pomladi do poletja, do jeseni in zaključiš z zimo. Hvala. Nada From Potočnik, naš Slavko. Zamislil si je gledališki oder. Postavili so ga v 1. razred naše šole v Spodnji Kungoti. Dolg je bil kot širina razreda, širok pa zelo malo, saj je moralo v razredu ostati še kaj prostora za publiko. Tudi samo prizorišče ni bilo veliko, saj je morala ob straneh biti luknja za igralce.
Kje je ata nabarantal les, vijake, karton, naprosil prostovoljce za delo? Ne vem. Vem pa, da je iz Hutarjeve tovarne prinesel klot za dragoceno zaveso in iz svile, poceni svilo, da smo še imeli obleke za vile, če so bile potrebne. Najlepše je bilo pročelje odra. Ravno v tistih letih se je moja sestrična Gusti spoznala z olimpijcem in slikarjem Tošem Primožičem in z njim večkrat prišla v Spodnjo Kungoto. Ata je tako našel novo žrtev za svojo zamisel in Tošo je z veseljem okrasil pročelje odra z narodnimi ornamenti, ki so se lepo ujemali z rdečo zaveso in tudi narisal kulise. Največji problem je predstavljala razsvetljava. Rešili smo jo s karbidovko. Na tem odru smo vsako leto uprizarjali igrico. Spominjam se kekca in pastircev in peht in vil, dobrih in slabih, ki jih nekatere deklice niso hotele igrati. Naša igralska prizadevanja so bila poplačana z burnim aplavzom. Igre so bile igrane z veseljem, pristnim žarom, delovale so narodno zavedno in vzgojno. Marija Radmilovič se je rodila v trdno svečinsko družino. Tako sta ji bili kultura in prosveta položeni v zibko. Odločila se je za učiteljski poklic ter videla in doživela najsvetlejše trenutke svečinskega šolstva z nižjo gimnazijo in kmetijsko šolo v Svečinskem gradu. Tudi njeni zaslugi gre, da je v času intenzivne depopulacije šola v Svečini stala in obstala. Že kot mlado dekle se je zapisala gledališkim deskam, svetlo tradicijo svečinskega ljubiteljskega odra pa nato desetletja dolgo nadaljevala kot režiserka in mentorica otroških in mladinskih gledaliških skupin. Z otroško gledališko skupino Sončece je postala tudi širše prepoznavna. Njeno mentorsko delo pa se zrcali v posameznikih, ki danes v slovenskem kulturnem prostoru delujejo kot poklicni gledališki ustvarjalci. In zdaj vabim na oder gospo Marijo Radmilovič. Priznanje županje ji bosta podelila županja občine Kungota, gospa Tamara Šnofel in podžupan gospod Rudi Matjašič. Prosim. Jaz bi rekla samo hvala županji, da sem bila njen izbor, hvala vam, ki ste mi zaploskali. Nastopala sem včasih rada, danes ne več. Hvala. Vsem nagrajencem še enkrat iskrene čestitke. Hvala lepa gospe županji in gospodu podžupanu. Zdaj pa je čas, da se spet prepustimo glasbi. Alenka in Miran, oder je vajin. S teboj na vseh poteh, kjer seješ smeh, si v dan brezbrižnežev. Kjer si izviroma množiv, neusahljiv za usta srečnežev. Vsi so s tabo, ob tebi
Visoko si obet, ki da razcvet, sem krošnja upanja. S teboj gredo, ko si vodnik, usode krik na točki vračanja. V svet veruješ, vendar najmanjši že poraz zna izvabiti tvoma glas. Vsak je sam, ko ostane sam, zdaj jaz, zdaj ti. Roke časa napletejo, pajčevina sto ne bo. Duša je ptič brez kril, ko življenje se dotakne dna, a proti soncu seže ta, ki zna ostati sam, ko je sam. Hej, Vsi so s teboj na vseh poteh, kjer seješ smeh, si vdan brezbrižnežev. Kjer si izvir, doma množiv, neusahljiv za usta srečnežev. Vsi so s tabo, prijatelj moj, si bodo tam, ko zmag pijan, ne boš več, kar si bil. Svet bo s teboj celo takrat, ko svoj propad na kredo boš zapil. V zadnji noči, ko spet bi rad verjel ljudi, dokler se jutro ne zbudi. Vsak je sam, ko ostane sam, zdaj jaz, zdaj ti. Roke časa napletejo, pajčevina sto ne bo. Duša je ptič brez kril, ko življenje se dotakne dna, a proti soncu seže ta, ki zna ostati sam, ko je sam. Hvala lepa. Hvala. Zadnji tedni in meseci za našo majhno skupnost ob severovzhodnem robu domovine niso bili lahki. Ob izzivih, ki jih prinaša sodobni in vedno bolj globalizirani svet, nas je prizadelo tudi deževje, ki je s številnimi plazovi poškodovalo infrastrukturo in uničilo kmetijske površine. Naj se na tem mestu v imenu občine Kungota in seveda tudi v imenu vseh občanov zahvalimo vsem gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, pa tudi posameznikom, ki ste nesebično priskočili na pomoč ob reševanju okolja, premoženja in tudi človeških življenj. Čeprav se včasih zdi, da na globalne dogodke, kot tudi na vreme, nimamo vpliva, nam nocojšnji nagrajenci dokazujejo, da lahko z osebnim zgledom premikamo majhne kamenčke, ki na koncu tvorijo velik mozaik. Zato je prav, da se na začetku poletja preštejemo, družimo ter poveselimo in se kasneje z novo energijo spopadamo s prihodnostjo. Želim vam prijeten preostanek večera in lepo nadaljevanje občinskega praznika, kamor nas bosta uvedla naša nocojšnja cenjena gosta, Alenka Godec in njen prijatelj in sodelavec iz najzgodnejših let njene glasbene kariere, Miran Juvan.
Najlepša hvala, naj se tudi v mojem imenu in seveda v Mirano vam zahvalim za povabilo, za zaupanje, za to, da sva danes dodala lahko svoj košček k vašemu praznovanju, k prazniku in nazadnje, ne nazadnje, naj vam rečem, naj vas še naprej v prvi vrsti vodi srce. To se čuti. Bom to odnesla v Ljubljano. Od vas pa se poslavljam in vam želim vse dobro tudi v prihodnje. Eva Longika Marušič. Pozabila sem spomine, kar bilo je bilo. Ne ponavljam stare zgodbe, včasih ni bilo lahko. Zdaj sem srečna, daješ nove mi moči. Dolgo sem čakala na nekoga, kot si ti. Ni me strah, ker nočem se predati, z mano sin. Ni me strah, nihče ni kot mi dva, nihče ni kot mi dva. Pozabila sem besede, za premnoge mi je žal. Ne ponavljam več napake, da te ljubim, si spoznal. Ni me strah, ker hočem spet verjeti, z mano sin. Ni me strah, ljubezen je za dva. Ni me strah, ker nočem se predati, z mano sin. Ni me strah, nihče ni kot mi dva. Ni me strah, ker hočem spet verjeti, z mano sin. Ni me strah, ljubezen je za dva. Ni me strah, ker nočem se predati, z mano sin. Ni me strah, nihče ni kot